Demi. Ja. Nintendo Switch. Tole sem pa dolgo časa čakal. Če ne veš, kaj je Nintendo Switch, to je igralna konzola, ki jo lahko preklopiš na televizijo, lahko jo uporabljaš samo v roki, tako kot tablico, imaš dva kontrolerja in tako naprej, v glavnem, ampak zdaj se jaz prehtevam. Gremo najprej pogledat, kaj je v škatli. In sicer, tale škatla ne rab mojega noža, ker je že bila ničken odprta, ampak ničkaj dost. Evo ga, to je to, takole izgleda na začetku, ko to odpreš. Tole sta oba kontrolerja, to je pa ta tablica. Pa dajmo si pogledati najprej, kaj je tole noter vse. Ok, se pravi tablica. Tablica ima eno tako priročno stojalo tole zadaj. Evo, takole, pa jo bomo tlele lepo postavili. Takole. Ok, stoji. Potem sta pa tale dva igralna ploščka. Obstajata dve verziji te tablice, oziroma pač Nintendo Switcha. Ena verzija je s tema barnima igralnima ploščkama, te druga verzija obstaja pa s sivima in če mene vprašaš, tole izgleda dosti boljše. Ok, se pravi tole, pa modrega. Potem pa je tule spod še en kup enih stvari. Ok, tole so zapestni trakovi. To pomeni, da pač lahko tole daš na zapestje in tule gor priklopiš tole zadevo. In zdaj ena stvar, ki jo je treba paziti pri tem je, tule gor je en plusek, tule gor je pa minus narisan, kar pomeni, da tole ne gre skupaj. In če boš tole skupaj zapel, boš imel težave. Zato moraš uporabiti ta pravo zadevco. Ok, dajmo takole, se pravi tole se zapne v tole. Evo, takole. In zdaj pač ni bojazni, če bi igre igral s tem, ne? Lahko pač pustiš, da visi in binglja naokoli. Potem imamo isto zadevo še za ta drugi igralni plošček. To je se pravi za tole zadevco. Gremo takole. Potem je, ok. To je pa večji nosilc za ta dva igralna ploščka. In sicer zadeva funkcionira na podoben način kot tam. Tole odpnemo ven. In potem oba dva ta igralna ploščka lahko upneš enkrat in pa drugič takole in imaš eno tako večji igralni plošček, ki pa je potem dosti bolj primeren za igranje recimo na televizorju. Zdaj, kako prideš pa iz tega na televizor, zato pa rabiš tale poseben dok, ki je namenjen temu, da ga zadaj v njega vklopiš. To moram zdaj malo ugotoviti. Evo ga. Tule zadaj vklopiš najprej HDMI vhod in pa tudi kabel za napajanje. Potem pa tole zapreš, vzameš tole tablico in jo lahko tule not zapneš in jo uporabljaš na televiziji kot navadno igralno konzolo. Lahko pa seveda to potem odpneš, vzameš oba dva tale igralna ploščka, pa jo zapneš enega na eno stran, drugega na drugo stran, takole, eden, pa takole, te drugi. In imaš igralno konzolo, ki lahko s sabo neseš. Tako da zadeva je zelo, zelo fleksibilna in mislim, da zdaj zadnje čase nič kaj podobnega ni prišlo ven, nič tako napredenega. Nintendo se je hudičevo potrudil, tudi kar se tiče kakovosti izdelave. In moram reči, da sem kar presenečen. Še ena stvar, HDMI kabel rabiš, ga dobiš zraven, Nintendo je tudi za to poskrbel, pa seveda tisti pač napajalni kabel. Zanimivost tega napajalnega kabla je pa predvsem v tem, da je USB-C konektor, kar pomeni, da načeloma lahko tole zadevco, ki ima tudi USB-C konektor spodaj, polniš s temi novejšimi polnilci za telefon, oziroma kontra, verjetno lahko tudi telefone s tem polniš, kolikor ni, bo kar v redu za polniti telefone tudi, ker pač napetosti in pa tok ni previsok. Ok, dajmo zdaj tole malo na stran dati, pa si malo pobližje pogledamo celotno zadevo. Ful je na vlake ratelj. Ok, se pravi, to je ta dok, ki ga bomo uporabili v naslednjem videu. Namreč, danes si bomo samo tole stvar pogledali, kako izgleda. Naslednjič vas pa čaka nekaj zelo posebenega. In sicer tole bomo uprizorili en dvoboj. Zakaj? Zato, ker Nintendo Switch poleg tega, da omogoča, da igraš to na televiziji, da igraš to na poti, da pač karkoli že, ponuja še eno zelo unikatno zadevo in sicer, če tole zadevo takole postaviš, pa najdeš enega kolega, pa mu daš en plošček, ta drugega uporabiš pa ti
potem lahko igrata igre skupaj na istem zaslonu, pač tekmujeta en proti drugim. Zdaj pa tako, jaz bom naslednji teden hodil po Big Bangu v BTC-ju, na tebi pa je, da me najdeš in me pozoveš na izziv igranja igre na Nintendo Switchu. Če zmagaš, je tvoj.